Dober večer. Rok za vlaganje kandidatur se je iztekel. Potrjenih je 8 kandidatov, ki se bodo merili za položaj predsednika države. In pred nami je še zadnje soočenje ta teden. Tu sta glasbenik Gregor Bezenšek mlajši in ginekologinja Sabina Senčar. Gregor Bezenšek je kandidaturo vložil skoraj 5700 podpisi podpore, Sabina Senčar pa s podporo stranke Resnica in skoraj 3300 podpisi. Dober večer obema. Začnemo z vami, gospa Senčar. V enem od intervjujev ste na vprašanje, če je čas za žensko predsednico, ste odgovorili, da Slovenija potrebuje mamo. Kaj ste s tem mislili? Vedno govorimo oče naroda, od osamosvojitve naprej. Mogoče je drug starš, zanemarjen je pa mama naroda. Zato sem rekla bolj v hecu, ker sem ženskega spola. Kaj pravite vi na to, gospod Bezenšek? Potrebujemo Slovenci mamo? Slovenci potrebujemo dobrega, srčnega predsednika, bodisi ali je to ženska ali je moški. Ne bomo ločevali. Ampak, ker sem jaz moški, naj bo to moški. Velja, zadnji 2 leti ukvarjali smo se z epidemijo COVID-19, zdravstvena kriza, zdaj smo v nekakšni gospodarski krizi, draginja energentov in hrane. Kakšni so družbeni razredi pri nas? O tem nekako ne govorimo. Kako bi jih vi razdelili? Pa mogoče začnemo pri vas, gospod Bezenšek. Bom dal samo en podatek. Na pragu revščine trenutno v Sloveniji, pod pragom revščine, je trenutno v Sloveniji 243 000 ljudi. A si predstavljate to številko? Jaz osebno kot ustanovitelj društva Viljem Julijan, društva, ki pomaga otrokom z redkimi boleznimi, imam sam osebne izkušnje, kako je, ko si mali človek, kako je, ko si v družbi prezrt, ko si sam z otrokom, ki ti umira in se nimaš na koga obrniti. To je en del naše družbe. Številke pa svoje povedo. Ne bom govoril trenutno zdaj, kakšne so številke na področju redkih bolezni, ker tudi ne morem, ker še vedno ni vzpostavljen register za redke bolezni v Sloveniji, kar se mi zdi sramotno. Bom pa rekel, da seveda potrebno je ukrepiti nizek sloj, mu pomagati, to, kar se zdaj že počne. Ampak seveda ne smemo pozabiti tudi na srednji sloj. Srednji sloj je hrbtenica gospodarstva, to se vsi zavedamo. In pa potrebno bo v politiki stopiti skupaj. To govorim, to poudarjam, ker te enotnosti ni. Zato sem se tudi odločil za kandidaturo. Kaj pravite vi, gospa Senčar? Je slojev več, kot jih je bilo pred krizami? Zanimiv preskok se mi je zdel, sem vam hvaležna, ker po definiciji dejansko je bolezen že celo, če si stanje, kjer ni ekonomske blaginje. Zato se mi je zdel ta obraten preskok zanimiv, ne? O bolnih smo govorili. Drugače pa vsaka kriza, pa naj si bo to izredno stanje, vojna ali kriza, vedno prinese še večje razslojevanje, kot je bilo. Razslojevanje se poglablja in je vsak dan večje. Zdaj, če pa vprašanje, ali imamo več slojev, jaz bi rekla, da ne. Jaz bi rekla, da je celo manj slojev, samo da so revni še bolj revni, bogati so pa še bolj bogati. Eden od kandidatov, gospod Miha Kordiš, je rekel, da bo glas delavcev, če bo izvoljen na to funkcijo. Kateri razred bi predstavljala vidva, morda gospod Bezenšek najprej? Jaz bom glas vseh ljudi. Glas vseh ljudi. Ker predsednik Republike Slovenije mora biti glas vsakega pri nas. Ne bom ločeval. Sem človek, in to poudarjam tudi v svoji viziji, ki ima v prvi vrsti rad ljudi, in to je zelo pomembno. Rad sem med ljudmi, rad sem z njimi, vsakega spoštujem. Smo pisana mavrična družba, neštetih barov in odtenkov in jaz bom predsednik vseh ljudi. To je pomembno. Vi, gospa Senčar? Ravno to je bistvo predsednika republike, da je od vseh. Ampak moramo pa vedeti, da ni enostavno najti skupno točko, kaj pa so tiste točke, ki so skupne vsem, ki ne vzdržijo nobenih političnih delitev, nobenih spolnih opredelitev, nobenih po starosti opredelitev. To so pa tiste temeljne človekove lastnosti, ki jih vsi zasledujemo. Vsi si želimo biti zdravi, varni, potem si želimo biti sprejeti ali ljubljeni, vsi moramo imeti pravico do dela in do prostega časa in vsi si želimo svobode.
To so tiste temeljne stvari, ki so pa skupne vsem. Ja, jaz mislim, da predsednik države mora poznati vse na tej točki tegobe malega človeka in na tej točki se lahko jaz javim, ker sem sam v življenju dal skozi najtežjo situacijo, izgubil sem sina in vem, kaj prestaja mali človek. Hkrati pa tudi spoštujem vse v naši družbi. Ta teden je bil protest proti sprejetju družinskega zakonika. Bi bili tudi njihov predsednik, se strinjate s tistimi, ki so se udeležili tega protesta? Torej, jaz sem zagovornik istospolnih. Jaz sem zagovornik pravzaprav vseh. Se pravi, spoštujem tisti, ki so protestirali. Vsak ima pravico, da protestira, da izrazi svoje mnenje. To je njihova osnovna pravica in to spoštujem in vesel, mislim, naj se izrazijo, naj povejo svoje mnenje. Sem pa velik zagovornik istospolnih, ker moramo vedeti, da to so ljudje, ki živijo v naši družbi, so neka manjšina in kot človek vam povem, da nobena marginalizacija ne zdrži v družbi za dolgo časa. In obsojam kakršnokoli marginalizacijo v naši družbi. Te ljudje je treba sprejeti, te ljudje je treba podpreti in jih v naši družbi že enkrat jim dati priložnost in dejansko sprejeti med se. Ste se vi v zadnjih 2 letih udeležili katerega od protestov? Vemo, bili so tisti ob sredah in tisti ob petkih. Nisem se udeležil protestov. Zakaj ne? Imam ogromno prijateljev, se z njimi družim, so fantastični ljudje, na proteste pa ne hodim. Ob kateri priložnosti bi se potem vi v zadnjih 2 letih oglasili, če se vam ni zdelo protestirati proti vladnim protestom? Ste se strinjali z vsemi ukrepi vlade glede covida in pa omejevanja človekovih pravic? To je zelo težka debata, v katero bi se lahko resnično poglobili. Nisem se strinjal z vsemi prijemi, zdeli so se mi mogoče nekateri prekomerni, ampak jaz mislim, da je bil največji način v komunikaciji. Danes je majčkeno lažje govoriti o covidu, ne? Imamo cepivo, smo tudi dosti bolj imuni na situacijo in mogoče majčkeno spet smo pozabili, kako je bilo, ko se je zadeva začela. Tudi v drugih državah so bile zelo poostrene zadeve. Pravim pa, da komunikacija ni bila najbolj primerna. Gospa Senčar, pravite, da nimate politične prtljage, zdaj podpira vas stranka Resnica. Njen predsednik Zoran Stevanović je ljudi nagovarjal na teh protestih, ki so se odvijali ob sredah. Ste bili tudi vi med udeleženci teh protestov? Bila sem med protesti, čeprav gospoda Stevanovića jaz nisem poznala, nikoli v življenju prej nisem govorila z njim. Sem pa na nek način želela skupaj z ljudmi v množici, ki so protestirali, izraziti mnenje, da tak način ne samo komunikacije, ampak ukrepov je bil ne samo neučinkovit, bil je povsem neprimeren. Dotaknil se je vseh temeljnih človekovih pravic in prišlo je do ne ene, ampak zaporednih večjih kršitev osnovnih človekovih pravic. In to je treba jasno in glasno povedati. Po 39. členu Ustave ima vsakdo pravico, da javno izrazi svoje mnenje in to bi moralo biti necenzurirano in tudi protesti, ljudje imamo pravico izražati javno svoje mnenje in bila sem na protestih. To razumemo, ampak vi pravite, ne, da je za vas žaljenje in pa ustrahovanje nesprejemljivo. Novinarji so bili na protestih tega deležni. Se lahko od tega nekako ogradite, obsodite to? Obsojam in ograjujem se od tega. Povsem neprimerno je kogarkoli žaliti, groziti mu ali kakorkoli mu žal besedo reči. To pa ne odobravam in se ograjujem od tega. Se pa strinjam z mirnimi protesti. Gospod Bezanšek, kar nekaj je bilo polemik glede medijskega poročanja o protestih. Kaj je za vas objektivno poročanje o protestih, torej teh ob sredah in teh, ki so bili ob petkih? Objektivno poročanje je tisto poročanje, ki je takšno pač kot je. Mislim, če se je nekaj zgodilo, se je pač nekaj zgodilo in o tem je treba poročati in to posneti. In v tem ne vidim nobene problematike. Pač uredniki, uredniška politika, televizijska mora imeti to
pluralističen pogled na te stvari in kar se pač dogaja, se je potrebno dati v javnost. Kakšen je vaš Žal, jaz pogled nisem imela občutka, da je prišlo do objektivnega poročanja. Mislim, da so imeli v medijih prostor samo eno mnenje, nikakor ne cenzurirano je bilo vsakršno drugačno mnenje. Naprimer, nikoli v življenju niste povabili nikogar iz iniciative slovenskih zdravnikov, da pove svoje mnenje, to so strokovnjaki. Nikogar niste povabili iz vseh ostalih sfer, ki so bile takrat, ko je bil vrhunec krize, da povejo svoje mnenje, kako gledajo na to krizo. Enostavno sem imela občutek, da je cenzurirano in preprečeno kakršnokoli drugo mnenje ali diskurs. Po mojih izkušnjah ste pravzaprav iz iniciative zavračali izjave, niste se želeli javno izpostavljati. Za razliko od vas pa smo videli tudi v javnih nastopih, zagovarjali ste stališče, da maske ne sodijo na prosto. To je res. Pa tudi na protestih, ko smo ljudi udeležence prosili za izjavo, večkrat so izjavo zavrnili, češ da lažemo in tako naprej. Tako resnico oziroma vaša stališča je bilo z tega vidika precej težko posredovati ljudem. Zdaj pa me to zanima, ne? Videli smo različni pogledi na objektivno poročanje. Podpirata ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka, morda vi najprej, gospod Bezenšek. Kot prvo, RTV je javen servis vseh nas, Slovencev. In tega se moramo zavedati, to moramo spoštovati in to moramo tudi konec koncev ceniti. Na RTV si želimo objektivno, čim bolj objektivno, kolikor je možno, profesionalno poročanje in pa pluralistično poročanje. Kaj je pa bistveno? Želimo si, da se televizija depolitizira, javna televizija. To si vsi želimo. To, kar se danes dogaja na RTV Slovenija, je naravnost sramotno in tudi žalostno. In skozi to smo se prepeljali skozi 30 let. To je danes rezultat. Rezultat česa? Rezultat česa? Notranje destruktivne politike. In tu imamo rezultat. Jaz nisem za ukinitev RTV prispevka, javni servis, javni RTV moramo podpirati in s tem tudi nadaljevati in ga ceniti in vedeti, kaj nam prinaša. Gospa Senčar, stranka Resnica podpira ukinitev obveznega plačevanja RTV prispevka. Se strinjate s tem stališčem? To je pač posledica dogodkov iz preteklosti. Če bi me vprašali pred 3 leti, bi zagovarjala obvezno članarino, rekla bi obvezni prispevek, pardon, ker so bile zelo zanimive teme, zelo rada sem si ogledala dokumentarce na Sloveniji 2. Tako zdelo se mi je, da ima neko izobraževalno, objektivno vlogo. Po 3 letih tega ne mislim več. Po mojih izkušnjah se mi ne zdi več dovolj objektivno, da bi jaz podprla obvezno plačevanje prispevka. Ampak govorite o informativnem programu. To recimo v 24 urah je to morda 2 uri, kaj pa za ostalih 22 ur programa bi plačevali in za seveda še radio. To je tako, če se nasloniš na neko votlo drevo, je nevarnost, da padaš, ampak ni problem samo v tem. Potem te je strah, da vse ostalo, kar gledaš, ni več resnično. Ne zaupaš več. Preden nadaljujemo, si poglejmo izjavo predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen na letošnjem Blejskem strateškem forumu. Putin cannot win this war and Ukraine must win this war. This is absolutely clear. Videli ste v občinstvu, ministrica Dominika Švarc Pipan ob tej izjavi ni ploskala in na družabnih omrežjih se zato na njo usul plaz kritik. V svoj zagovor je na to zapisala na spletu, da ni ploskala, ker v vojnah ni zmagovalcev in poražencev, pa da vojne ne prinesejo zmag ali zmagoslavja, le uničenje. Zdaj pa, če smo dobro gledali ta posnetek, tudi minister za finance Klemen Boštjančič ni ploskal v tej izjavi, pa se to ni zdelo nikomur sporno oziroma tega nihče ne omenja. Kaj to pomeni? Veljajo zanjo drugačni standardi,
ker je ženska ali ker je pripadnica stranke SD oziroma ministrica iz kvote stranke SD, gospod Bezanšek? Prvo, Rusija je kršila eklatantno vse mednarodne listine s napadom na Ukrajino. To je prva stvar. Se pravi, moramo obsoditi agresorja, pa rajše res rečem Putina kot Rusijo, da ne bomo vse Ruse metali v isti koš. Njegova agresija je nepojmljiva. Je pa res, da je Evropa ves ta čas, da je pripeljalo do tega, bom rekel, enostavno mižala. Evropa ni odigrala dobre vloge, poznajo, kdo je gospod Putin, vejo, kdo je, obstajajo agencije, obstajajo obveščevalne službe in da je prišlo do tega, do te vojne, je enostavno žalostno in nedopustno. Bomo o vojni še kasneje. Najprej me zanima, se je ta plas kritikov na Dominiko Švarc-Pipan zato, ker je ženska ali zato, ker je pripadnica stranke SD? Jaz mislim, da je ta izjava gospe Ursule von der Leyen bila zelo ostra in lahko razumem, zakaj ni ploskala, ampak je ne podpiram pri tem. Jaz, če bi sedel v publiki, bi zaploskal, vedeti pa moramo, da moramo v vsaki situaciji, sploh v tako težkih situacijah, znati biti diplomatski. In tudi Slovenija bi morala isto znati odigrati vlogo, pomagati Ukrajincem, vse naredi za to, da se jim pomaga, ampak v javnem prostoru je treba biti z besedami nežen, ker takšne stvari pripeljejo do še večjih sporov. Gospod Bezanšek, a potem si vi predstavljate, da se vojna končuje tako, da se razširi, da še več orožja vnesemo v to in da se bojišče še razširi in da je konflikt še večji, ali tako, kot je rekla gospa ministrica in z njo se zelo strinjam in ji čestitam, vsaka vojna se konča za pogajalsko mizo. Veliko boljše je, če se konča prej, kot če se konča kasneje, ko je že žrtev več. To sem jaz tudi rekel. Zakaj bi jaz mislil to, kar ste rekli? No, zato, ker ste rekli, da ni nič narobe. Jaz sem zelo za mir, jaz obsojam vojno, ampak ne razumem pa razširitve te vojne, ne razumem pa tega, da moramo, da čim več narodov se mora v to vključiti z pošiljanjem orožja. Razumem, da bi poslali humanitarno pomoč, razumem, da sprejmemo begunce, ampak ne morem pa razumeti... Ali obsojate ruski napad na Ukrajino? Jaz obsojam vsak napad na civilno prebivalstvo, vsak napad na neodvisne... Ampak Ukrajinci se branijo, ne? Oni se branijo. Če bi Ukrajinci, če bi Rusija izstopila iz njihovega območja, bi bilo vojni konec. Se strinjate z mano, da se vsaka vojna konča za pogajalsko mizo? Absolutno, ampak so imeli pogajalsko mizo in to neštetokrat in se niso mogli zmeniti. In umirajo ljudje nedolžni. Otroci. In to je žalostno. Mi bi morali podprti, da se zmenijo. Ja, se podpiramo, da se zmenijo, ampak se ne znajo zmeniti. Je pa res, moramo vedeti, kdo je v tej igri agresor. Gospa Senčar, še to mi niste odgovorili. So ministrico napadli zato, ker je ženska ali zato, ker je pripadnica stranke SD? Morda jim je pa padla v oči, zato ker je sedela v prvi vrsti in ker ima pomembno funkcijo. Še to me zanima, gospod Bezanšek, glede žice na meji s Hrvaško ste rekli, dve možnosti sta, ali smo bili takrat neumni, ko smo to žico postavljali, ali smo zdaj, ker jo odstranjujemo. Torej, kdo je v tem primeru neumen? Vlada Mira Cerarja, ki je žico postavila, ali vlada Roberta Goloba, ki žico odstranjuje? Ja, to bo pokazal čas, ne? Kdo je tu bil neumen. Dejansko takrat se je nekako smatralo, da zdaj to potrebujemo, je bila migrantska kriza tudi danes, in jo je potrebno postaviti. Nič proti, super. Ampak zdaj se je pa kar naenkrat ugotovilo, da se pa tega ne potrebuje. Poznam razloge, vem, zakaj se gre. Jaz pravim, jaz nisem proti temu, da se žica odstrani, ker vem, kakšni so razlogi, zakaj se odstranjuje. Ampak jaz upam, da je tu zadaj načrt, kako bojo obvarovali to območje. Moramo vedeti, da migrantska križa še ni konec. In jaz kot predsednik, ali pa kot morebitni predsednik Republike Slovenije, moram poskrbeti in razmišljati in misliti na svoj narod v prvi vrsti. In jaz se samo bojim, da ne bomo čez 3 leta ali pa čez 2 leta ponovno postavljali žice. To je edino moja skrb. Drugače pa, če imamo strokovne, varnostne razloge za to, da se to uredi na ta način, potem nimam nič proti. Ampak se mi pa zdi malo nesmiselno,
Pa toliko strokovnjakov imamo na obeh stranih. Tudi takrat so to strokovnjaki postavili in ne vem kaj. So ugotovili, da potrebujemo, zdaj pa ravno obratno. Migrantska kriza pa ni konec. 11.000 ljudi na dan. Dajmo še, gospe Senčar, priložnost, torej odstranjevanje žice na meji dali. Je nujno. Žico je treba odstraniti v celoti. Žica ni pa nesla čist nič dobrega, migrantska kriza obstaja, nismo se je lotili pri izvoru, nihče se jo ne leteva pri izvoru. Žica pa ne more pomeniti nič drugega kot popolnoma neekološko za divje živali in kar je drugo za prebivalce, zagotovo ni lepo živeti znotraj bodeče žice. V Ljubljani smo imeli tako žico v zgodovini, zdaj hodimo po poteh okupirane Ljubljane. Žica ne pomeni samo, da ne smeš vstopiti, ker tisti, ki bo želel vstopiti, bo vstopil, ampak mora pomeniti tudi za prebivalce kar precejšno težavo. Ne rešuje se težava z žico, če pa enkrat žica je in če ugotovimo, nič ni narobe, če ugotovimo, da je bilo narobe, se pač odstrani in se take napake ne ponovi več. Ja, pa nazaj postavljamo, se upravičujem, ampak ne bomo jo nazaj postavili. Zelo lepo se sliši, kar ste povedali, res je. To je zelo lepo zveni. Tudi jaz bi zelo rad to rekel, se pa bojim, da živimo v majčkem bolj nevarnem svetu in se bojim, da bo tak tok migrantov se povečal in da bo tu težava. Samo to je moja. Končajmo tu s to temo. Ali podpirate zdravnike pri stavki in izstopu iz enotnega plačnega sistema? Kakšno je njuno stališče do cepljenja proti COVID-19? Bi v vlogi predsednika države ljudi pozvala k cepljenju? V nadaljevanju oddaje.